Z mariborske avtobusne postaje pa prihaja vse več posnetkov ljudi, ki ležijo v nezavesti, občasno povsem obnemogli tudi kričijo. In mimoidoči kličejo na pomoč. Reševalna vozila jih odvažajo kot po tekočem traku. Po prvih podatkih naj bi jemali cenovno zelo dostopno sintetično drogo, ki se pojavlja v obliki lističev. Kako nevarna je, kako zaščititi ljudi, kako obvarovati mimoidoče takšnih prizorov? Mojca Hanžič. Tole so posnetki zunanjega dela glavne avtobusne postaje v Mariboru. V nezavesti ležič moški, ob njem pa zaskrbljeni mimoidoči, ki kličeta na pomoč. Pa posnetki iz notranjega dela postaje. Ob ležečem moškem varnostnik, le nekaj metrov naprej še ena negibno ležeča oseba. Slišijo se tudi kriki. Vse te stvari, kar ste videli, ali pa kar se da videti na posnetkih spletnih omrežij in podobno, kaže na to, da gre za res nekaj grozno močnega in pa tudi najverjetneje tudi zelo učinkovitega. Glede na posneto gre za drogo v obliki lističev, ki so prepojeni s substancami. Dodajajo jih v tobak, nato pa pokadijo. Nemalokrat se zgodi, da že po enem dimu padejo v nezavest. Klasični kanabis si naredil en dim, si naredil dva dima, si naredil tri, si bil zadet, proporcionalno glede na to, koliko dimu si naredil. Pri tem pa niti ne, se naredi en večji dim, pa človek pade dol. Gre za poceni in lahko dostopno drogo, še pravi. Večina teh oseb pa konča na urgenci. Načeloma gre za motnje zavesti. Oni so slabše odzivni, spijo, tam jih poležajo, dajo eno infuzijo, recimo tekočinsko jih malo okrepijo, potem pa po določenem času se uvedejo, se zbudijo, pa lahko gredo domov. A ker gre po vsej verjetnosti za brezdomce, se večina znova vrne na avtobusno postajo. Delamo na tem, da skupaj z pristojno policijsko upravo, kako tudi z našo varnostno službo, ki tukaj je odgovorna za izvajanje varnostnih ukrepov, tudi dnevno patroliramo in izvajamo ukrepe, ki so nam na razpolago, seveda kaj dosti ne, ampak toliko, koliko pa, da zagotovimo avtobusno postajo primerno po občutku varnosti, seveda vsem obiskovalcem. Župan je že napovedal sestanek s pristojnimi službami, da ugotovijo, kaj sploh lahko naredijo. Danes se je na to temo srečal tudi z vodstvom mariborske policije. Sama obnemoglost ali pa ležanje na javnem kraju še ni dovolj za obstoj prekrška. Ampak mora biti nekdo, ki je pri tem moten. Se pravi, nekdo, ki bo nastopil kot priča v kasnejšem prekrškovnem postopku. Sama uporaba prepovedane droge še namreč ni kaznivo dejanje.